zelo širokimi vprašanji odpira. Jaz bi pa zdaj kar odpiral prvo razpravo. Ta razprava naj se ne bi nanašala samo na zadnje tri, čeprav seveda najbolj, ampak tudi kakšno stvar, ki se je dogajala v zadnjih, nanašala na teme, o katerih smo debatirali v zadnjih, na celotni konferenci. Nimamo pa dosti časa za to razpravo, ampak recimo zelo slabi pogovor. Noč mi preveč način. Prosim. Ja mislim, da se ne mislim ovdje, znači posebno, da sam dobro razumila, 90-ih, znači postoji pokušaj osnovljenja, odnosno odvajanja od slovenske armije i tjelesne tradicije, a zapravo vraćanje na partizansku tradiciju. Što je malo kako kažem, čudna situacija. To je ono što je, kažem, osobno čini mi se upravo Tuđman htio, ali u tim okolnostima opće stanje u javnosti je bilo tako da čak, dakle, već 22. lipnja 1991. prvi put proslavljen taj datum, novi datum antifašističke borbe Hrvatske, 3 dana kasnije je proglašena samostalnost i onda se rat širio. Dakle, u tadašnjim okolnostima, kada dakle glavni protivnik s hrvatske strane smatra se jest Jugoslavenska narodna armija i to, dakle, tada ono što je zapravo čak Tuđman s tim novim praznikom htio afirmirati, tada to zapravo kod velike većine stanovništva gdje je već i potrošen taj jugoslavenski komunistički sustav i on se odbacuje i zbog širenja rata, zapravo on taj praznik nije mogao dobiti, ne znam, nekakvu popularnost i uzduševljenje i ono možda što je čak Tuđman htio da bude. Nego, naravno da onda narod je bio protiv petokrake, protiv Jugoslavije, protiv komunizma i protiv partizana znatnim dijelom, jer se isto smatralo, naravno opet sve, da su zapravo partizani, ne znam, Jugoslavenska armija nastavak partizana i tako. Tako da je to bilo sve nekoherentno, jedno zapravo kaotično stanje. Naravno da je tada bilo ne kod svih, ali kod jednog dijela, naravno da je tada bilo onda popularnije pozivati se na NDH, na ustaše kao borce protiv srpstva i tako dalje, i da onda ta dakle priča s partizanima nije... Da, ali je on zapravo, ali kažem, nije to bilo potpuno odbačeno i to se onda slavili 90-ih, ali 90-ih zbog ratnih događaja i to onda to zapravo nije bilo toliko bitno, a smatram čak ni kod stanovništva nije to bio toliko popularan praznik koliko su bili, ne znam, dan državnosti ili neki drugi praznici. Niti je danas popularan, danas se ipak više, evo recimo što se zove Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, to je ulazak Hrvatske vojske u Kninu, on je svakako puno veće emocije budi kod većeg dijela stanovništva nego proslava, smatram, dana antifašističke borbe i tako dalje. A da li je sada u odnosu na taj prethodni period antifašistička tradicija znatno jača u odnosu na period recimo 90-ih i da je uspjela da se inkorporira u posto? Pa, ja smatram neko drugi iz Hrvatske, recimo da dođu kolege s Filozofskog fakulteta, oni bi sve to možda interpretirali drugčije i oni bi rekli da i danas na sve strane buja nacionalizam, šovinizam, netolerancija, neofašizam, neustaštvo, klerofašizam i tako dalje, ali po mom mišljenju, nakon Tuđmana, ipak u jednim srednjestrujačkim medijima puno više dobivaju na prostoru oni javni djelatnici, intelektualci koji su dosta kritični, potpuno kritični prema NDH, a i prema samoj Republici Hrvatskoj i Tuđmanu su dosta kritični. Mislim da oni dobivaju više na snazi, ali želim reći da ako se zloupotrebljavala povijest za vrijeme Tuđmana, svakako jest, ali to ne znači da ovi koji dakle sad imaju veću snagu, da oni su baš spremni za nekakvu opet dobro utemeljenu historiografsku debatu, nego i oni onda opet, kažem, izvlače ono što njima odgovara. Tako da je jedno malo pomalo, i evo baš zbog trenutne situacije sad u Hrvatskoj do tih nekoliko događaja, pa mislim,
pogotovo jedan, tako reći, mislim to je malo preteška riječ, jedan, tako reći, građanski rat. Ne da će biti, da je ili da će biti, ali u medijima, u izjavama, simbolički, to se dakle i onda se stalno koriste opet te, ali onda se ne pita se onda sad da se objasni na dugačku i na široko sa 300 fusnota šta je bilo, nego samo treba reći ko je dobar, ko je loš, ko je povijesni pobjednik, ko je poražen, ko je bio na strani dobra, ko je bio na strani zla. A to sa historiografijom ne znam baš koliko ima puno veze. Eno vprašanje za Matejo. Če mogoče potegniti kakšne relacije tudi do projekta Gospodije Jugoslavije, ki je bil ravno nek, recimo vse državni projekt, ki pa vemo, da tudi zdaj seveda ni prišel dlje kot do neke prvi par črka. Iz sicer še drugih razlogov, ne zgolj dobre. Ja, projekt Enciklopedije Jugoslavije je del teh velikih projektov, oziroma eden od njih. Nisem ga posebej izpostavljala, ker sem se fokusirala na to delovsko gibanje. V zvezi z Enciklopedijo Jugoslavije so se že v 50 letih pojavile pripombe, še več pa jih je bilo potem kasnejših letih. Zlasti nekje v začetku 70 let po obračunu s tako imenovanim partijskim liberalizmom, ko se je delal nov indeks imen, ki naj bi v to enciklopedijo šla, oziroma ki naj bi dopolnila že stare, je bilo eksplicitno med drugim napisano tudi, kdo sme in kdo ne sme. Ne? In tudi, če že nekdo, tudi v kakšnem kontekstu. O tem so potekale na zgodovinski komisiji čist konkretne razprave do podrobnosti o številu straneh namenjenih komu. Govorimo o policiji. Jugoslavija je nekaj drugega, to ni to partijsko. Ta drugi projekt je delovsko gibanje izključno z inštituti, ki so bili posebej v Jugoslaviji za delovsko gibanje in izrazito režimsko partijski interes. Ni pa samo Jugoslavija, da je ustanovila inštitute za zgodovino delovskega, ki je bil tudi v Ljubljani, Petrineli za delovsko gibanje, so bili kongresi v Lincu za delovsko gibanje, tako da to ni specifika socialističnih držav. Enciklopedija, kako se jaz spomnim, je pa prej izrazito Krleževo delo in Zagreb, kjer so seveda vsi pisareni. To se vidi, to je gre za dve različne. Indeks pa se je, vsaj, kar sem tudi od samih komunistov, politikov, sestavljal oziroma redigiral tudi pri zgodovinski komisiji. No, ampak pri tej enciklopediji Jugoslavije hec, da ti praviš, da so samo prve črke, torej da odgovorim Mi moramo zdaj vedeti, da je bil to zgodovina Jugoslavije, enciklopedija Jugoslavije, ki pa začela, imela je pa tudi, bom rekel, po azbuki, ne, in imam ABV, in to je tudi vse napisano, ampak do te realizacije, da bi se to, bom rekel, realiziralo v celotni ni. Obstaja pa gradivo, obstajalo je skoraj v celoti ta enciklopedija Jugoslavije, ta druga izdaja Krleževe, torej tega zavoda, ampak žal je, bom rekel, z razpadom Jugoslavije to tudi očitno bilo uničeno, odnosno ne vem, kje je. To sem pač, bom rekel, informacijo dobil od članice slovenske redakcije, torej, ki seveda je več čas to spremljala in so se nekako tu v Sloveniji probali, slučajno so imeli prostore v naši stavbi, no, torej v Kazini, probali dobiti to gradivo, da bi pač tisto, kar je tudi, bom rekel, pod V in tako dalje, torej po azbuki, to gradivo in ga potem prevesti v slovenščino, ampak seveda ni bilo mogoče, ker je bil prvič copyright zavoda Miroslav Krleža, drugo je pa seveda, dobro, nekje so prišli skupaj do črke K, kjer je prišlo geslo Kosovo, kjer so se pa nekako skregali, ampak dobro, to so že pol, bi rekel, finese. Ampak tu se je tudi kazala ta, bom rekel, blišč in beda Jugoslavije v tej enciklopediji Jugoslavije,
da se niso mogli enostavno na nečem, niti, bom rekel, zediniti, ne. Ampak je projekt, ki ga je bilo treba omeniti na nivoju Jugoslavije, zgodovinopisja, ki je prospel in je bogatstvo številka 1. To so dokumenti narodno-osvobodilnega boja, vojaški in politični, v ogromnih količinah objavljeni. In v slovenski izdaji, slovenska ima poseben tisti. Brez tega materijalno ni mogoče več zgodovine pisati, recimo v Sloveniji. Vsaka republika... Vsaka republika. Mi smo imeli tom 6 in 18 knjig, ne vem, zvezdni organi so imeli tom 2 in tako dalje, ne, mislim, v glavnem, seveda bi imela pa tom 1. Mogoče je ravno to, ta projekt uspel zato, ker je bil najmanj povezan z interpretacijami, zbiranjem in dobro si vprašanje samega izbora izmeri vprašanje interpretacije. Mogoče je tukaj eden izmed odgovorov. Nekaj vprašal. Glede na to, da je utemeljevanje Hrvaške šlo skozi zgodovino na dveh načelih, hrvaško državno pravo pa samo opredeljenje. Torej, da je hrvaško državno pravo prevladuje pravzaprav do 1918. leta, pravzaprav, ker Slovenci pozabljamo še Štefan Krošec v Majniške deklaracije, se sklicuje na hrvaško državno pravo in jugoslovanski klub, ne? In da je pravzaprav v prvi Jugoslaviji tega nimamo, v drugi Jugoslaviji imamo pa dve strani, kjer vsaka, torej NDH gre malo na državno pravo, partizanska stran gre na pravico do samozapitve. Ali se ta dvojnost v teh razpravah, ki si jih ti omenil po 1990 vidi, ali se torej ne bi Hrvaška utemeljevala na hrvaškem državnem pravu ali na pravici do samoodločbe? To bi bilo zanimivo. Še Mateo, pa sem še eno stvar vprašal. Mateo, glede, si rekla, da so bili veseli, da so prišli predstavniki drugih republik na tist vele simpozij ob 25-letnici Osvobodilne fronte. Ali je v teh gradivih, ki si jih pregledala, kakršenkoli odziv od teh kolegov iz Srbije, Hrvaške, Bosne, da se začnejo soočati, ker vemo, da je bilo takih konfliktov v tem nerazumevanju dvojnosti odporniških gibanj že celo desetletje več razprav. Mislim, da, to hrvatsko državno pravo i te hrvatske povijesne zemlje, to je postojalo do 18. godine. Naravno, više se niko, 90-ih se na to niko ne poziva, nego se više poziva na to da su granice federalnih jedinica, da su to državne granice i sad je onda ono pitanje ko ima pravo na samoopredjeljenje narodi ili republike. I kažem, tu je onda i ta Baniterova komisija bila bitna koja je potvrdila to, kasnije onda s međunarodnim priznanjem su te granice potvrđene, ali opet nisu mogle biti ostvarene dok nije došlo do tog konačnog vojnog sučeljavanja sa srpskim snagama. A, mislim, kažem, taj NDH, to dakle, kako da kažem, budući da je NDH zapravo dakle, taj potpuni raskol sa Jugoslavijom, a onda je 1991. opet došlo do potpunog raskola s Jugoslavijom, onda naravno da ta jedna ne znam, oživljavanje te NDH na određeni način sa njenim protujugoslavenstvom, protusrpstvom, okolnostima do 90-ih, onda je do toga na određeni način je do toga došlo. Kako bi tako mogao reći, u takvim okolnostima onda se to na određeni način, ako ne sasvim službeno, ali onda dijelom, rekao bih, među stanovništvom i tim ratnim okolnostima na jedan način se to onda reafirmiralo ili kod dijela političkih stranaka i tako dalje. Še enkrat na vprašanje Aleševo, kako so zgodovinarji iz drugih republik sprejemali slovenske pripombe v zvezi s specifikami slovenske zgodovine. Ja, to je bila pravzaprav večna tema. Se nenehno
ponavlja in nekako se zdi, da so bile te specifike, vsaj so bili po razpravah, bolj ali manj ves čas, ne bom rekla ignorirane, ampak se je morda zmanjševalo njihov pomen, sicer se te diskusije ne bi znova in znova vrtele. Slovenski del zgodovine je iz, rekla, malo širših pregledov jugoslovanske zgodovine vedno nekako izpadel, oziroma bil na robu in tako je pravzaprav še danes, če pogledamo zgodnopisje, ki nastaja zunaj Slovenije. Slovencev ni. Tako, ne? Gre za podoben fenomen. Tako, če lahko samo resno rečem, jaz sem v Berlinu spoznal neznega zgodovinarja, ki se ukvarja z Bosno, Xavier Bugarelli, francoski, sem jaz mu predstavitev slovensko-hrvaški meji. In je potem rekel, moram vam čestitati, meni ste prebudili interes za Slovenijo, da očitno ste imeli tudi kaj zanimivega in kakšne težave, jaz sem pa mislil, da ste vi tako dolgočasni, da ste popolnoma brezvezni. In to je tudi ena izmed variant. Srbi, Hrvati, konflikt, muslimani, Kosovo, tudi Makedonija, vsi so nekako v tem smislu zanimivi kot, bom rekel, velikih narekovaj, brez narekovajo kot eksotika. Gledati kako neki posebni case study, tako naprej, še vlasti na področju študija nacionalizma, religije, sistema. Tako da, če imam mogoče še kakšno pripombo, vprašanje, mogoče imam ja še eno, potem bi pa povabil počasi na spreganja Zdenka Čepiča, kot predsednika organizacijskega odbora, da za kakšno besedo zaključi. Jaz bi pa še pred tem se vsem dovolil, da eno kar manjše vprašanje vprašam Zdenka Radniča o unitarizmu oziroma o jugoslovanstvu, pojmovanju jugoslovanstva še v 80-ih letih, kajti jaz, ko sem delal razprave še zlasti v začetku 80-ih let, je Hrvaška velja predvsem za deželo Stipe Šuvarja, ker je jugoslovanstvo Stipe Šuvarja tam vlada in to je bil tudi en izgovorov, mi se povezujemo mogoče v Srbiji, slovenski intelektualci, tukaj pa neko ortodoksno jugoslovanstvo. Me zanima, kako je bilo s tem, da to pojmovano tudi danes, recimo, sem večkrat videl razprave, ker se govori o jugoslovanski kulturi, tudi o slovanski nacionalnosti. Ali je bila to tudi na hrvaških intelektualnih krogih, tedanje eliti, Grubiša, recimo, je eden izmed tistih, ki se ga tudi spominjal. Ali je to bilo realna opcija, da bi prihajalo do spojitve v neko nacionalno enoto jugoslovansko še v začetku 80-ih? Ali je bilo to samo ena stvar, ki je bila nekako po zatrtju Maspoka zapolnila ideološki vakuum? Ne vem, pa da sem po 71. Težko govoriti sploh o jugoslovanstvu, kot nekakšnem smislu militarizacije. Kar se tiče Šuvara, on je predvsem na vodni liniji Bakariča in Kardelja, se pravi, prepričan za jugoslovansko državo, federalistično, nekako pa ne militaristično. Jaz ne verjamem, da se lahko spomnil. Ker je bilo zanimivo, recimo, močnejši intelektualist na Hrvaškem, da je bil v Bosnici, sem jaz del. Samo se popravičujem, ker s tem obdobjem se ravno ne bavim tako da samo to bi rekel, da... Super. Hvala za to pojasnilo. No, zaključiti tudi uradno. Mislim, da je prav, da rečemo na koncu še predsednik organizacijskega informačnega odbora še nekaj besed. Tokrat ne bom dolg, kot sem bil na začetku. Jaz mislim, da kakorkoli je bil ta simpozij vsebinsko, bom rekel, dovolj zadovoljil, da rečem, in da smo vseeno odprli nekaj vprašanj, ali smo se odgovorili, je vedno vprašanje. Jaz mislim, da bi seveda, kot sem dal že včeraj nekaj pripomb, tako v Ulmarih ali v lobiju,
da so nekatere teme manjkale. Predvsem je manjko, kot sem na začetku povedal, da sem se zavedal, politični sistem. Torej, politični sistem, predvsem pa njegova, kako bi rekel, oče in mati, torej komunistična partija. To je pač izpadlo, ker smo pač koncipirali naslov Slovenija v Jugoslaviji, torej Slovenija kot država, kot pač politični pojem in ne toliko kot politični sistem. Je pa dejstvo, da ta politični sistem bil seveda, recimo temu lahko rečemo, unificiran v Jugoslaviji in bi bilo treba seveda zelo, kot bi rekel, s pinceto iskati slovenske posebnosti, ki jih seveda tako hitro najdemo, ampak še vedno niso tako, bi rekel, izrazite, da bi izstopale od tega jugoslovanskega sistema. V finesah so, ampak, no dobro, recimo, Marko je omenil, da je čudo, da nas drugod vidijo, da smo dolgočasni. Res, morda smo res dolgočasni kontra drugim narodom v Jugoslaviji, recimo, mi, Slovenci, nimamo tako spektakularne zgodovine socialističnega obdobja, kot naprimer na Hrvaškem z Maspokom, kjer se to nekaj let nekaj dogaja in se to tudi spektakularno z velikimi demonstracijami in z reakcijo policije in celo pripravljene vojske konča. Mi pač tega nimamo. Imamo, recimo v času našega tako imenovanega partijskega liberalizma, tako imenovano cestno afero, recimo, ki je prav se končuje, se vsa stvar odvije v okviru političnih formov na najvišji ravni, tudi na Briomih in tako dalje. Ni pa tako spektakularno. Nimamo take spektakularni, da rečem takega spektakla, kot so bili pač mitingi v Srbiji v času torej Miloševičega vzpona na oblast in njegove izrabljanja. Mi pač, da bom rekel, na nek način smo bolj, bom rekel, dolgočasni v svojem bistvu. Je pa res pa, da seveda imamo pač, rekel, bolj umirjeno, recimo temu umirjeno zgodovino. Če se strinja 80 leta? Da, v 80 letih seveda so zadeve, ampak še vedno niso to, bi rekel, množična zborovanja, množični, ne vem kaj, dobro, pustimo dogajanje na Roški cesti, ki je nekaj, bi rekel, folklora, ampak to jaz pač dobro menim, da Roška cesta ni prelom in bistven dogodek osamosvajanja in demokratizacije, ampak bi rekel pač dobro. Ni drugega. Koncert Agropopa 22. decembra 1987 v Hali Tivoli. Ja, samo milijon nas je. Ja, samo milijon nas je. Tukaj je tudi dosti še zanimiv vprašanje glede popkulture. No, v redu. To je tudi ena tema, ki bi bila popkultura. Ali je popkultura in rock muzika pravzaprav bolj združevala Jugoslavijo, celo kot partija in vojska. To je lahko tudi, bi rekel, eno izhodišče, da je drugič, da torej množična kultura, imenujemo jo to rock kultura, kot združevanje. Vsekakor verjetno ta tema Slovenija v Jugoslaviji ali Slovenci v Jugoslaviji, kakorkoli že pač imenujemo, lahko poimenujemo, tak simbol je verjetno ni izčrpan. Nekje smo morali pač s tem recimo začeti in mislim, da kakorkoli v teh dveh letih smo nekaj, bom rekel, izhodišč, istočnic dali in odgovorov pač verjetno ne vseh, ali pa morda kakšnega manjšega, tako da jaz mislim, da bom rekel kot pobudnik tega in nekak tisti, ki je pač ljudi, bom rekel, angažiral za to sodelovanje, da če potegnem črte in rečem, suma sumarom, bili smo uspešni. Hvala. Toliko zdaj še, bom rekel, aktivnim udeležencem ali referentom, pričakujem pisne izdelke, pisne rate z znanstvenim aparatom nekje aprila ali po prvomajskih praznikih, zato, da bom povedal, farplan je tak, da se to zbere do poletja, čez poletje se to uredi in se nekako, bi rekel,
ob letu obzorej, torej nekako ob tem času, da bi ta zbornik bil zunaj. Torej, tistim pasivnim, ki boste pa bravci, pa seveda je to pa napoved, da danes ob letu obzorej boste lahko to, kar smo danes tu govorili, v teh pisnih, razširjenih in poglobljenih oblikah prebrali. Hvala lepa.